V veliko čast si štejemo, da vas lahko pozdravimo v naši družbi, v prostorih Instituta Jožef Štefan, ki nam že drugič nudi svoje gostoljubje. Tokrat se je konferenca začela malo drugače s slovesnostjo pri predsedniku Republike Slovenije, zdaj pa vas lepo pozdravljamo v tej dvorani, kjer se bo program odvijal naprej. Svetovni slovenski kongres že vrsto let organizira konference slovenskih strokovnjakov iz sveta in Slovenije s ciljem, da se ti strokovnjaki spoznajo in navežejo stike s kolegi iz Slovenije in tistimi, ki živijo po svetu ter med seboj sodelujejo pri občasnih ali stalnih projektih. Na podlagi izkušenj, ki smo jih pridobili z dosedanjimi konferencami, smo ugotovili, da je potrebno to vrstno povezovanje omogočiti tudi mladim raziskovalcem in študentom. Zato smo prvo tako konferenco organizirali prav tukaj leta 2012. Odziv udeležencev in odmevnost dogodka sta potrdili, da so ta srečanja potrebna in koristna. Zato vas lepo pozdravljamo med nami in želimo nadvse prijetno počutje na konferenci. Najprej pa zdaj povabim na oder predsednika Svetovnega slovenskega kongresa, dr. Borisa Pleskoviča, da vam poda nekaj pozdravnih besed. To je že 30. srečanje te vrste. Anton Mavretič, ki bo jutri predaval kot vodni predavatelj, nam je pomagal, namreč smo naredili 8 konferenc znanstvenikov, gospodarstvenikov, 8 konferenc zdravnikov in tako naprej. To je pa druga konferenca mladih, ki je še najbolj pomembna, ker moramo pač vlagati v bodočnosti in mladi se naša bodočnost. Namen teh konferenc je kroženje znanja. To, da vas gre čim več študirati v tujino in da se vas na koncu čim več vrne v Slovenijo z izkušnjami, znanjem, ker res čitam, da imamo vrhunske znanstvenike, take kot je Jure Leskovic na Stanfordu ali kje drugje. Za take znanstvenike se po svetu stepejo in firme, in univerze in tako naprej. In ko smo mi ta program naredili, mi je Jure Leskovic napisal e-mail pa rekel: Boris, super program je, krasni predavatelji, vse, ampak pri nas je pa še vedno problem, da so naše univerze neprijazne do nas tujcev, ker smo študirali v tujini. Tudi so bile neprijazne do mene, ko sem se hotel vrniti in tako naprej. In danes, ko je bil sprejem pri predsedniku države, sem jaz to tudi povedal in ministrici, ki izgleda sposobna in pa voljo za kaj poprav in je obljubila, da bo na tem področju kaj naredila. To, kot sem jaz napisal v svojem kratkem uvodnem govoru, je to, da mladi študirajo v tujini, je dobro za njih samih, ker se razgledajo, ker vidijo, kako odprt gleda, in je dobro tudi za Slovenijo, ker to je zaklad, ki se bo prej slej enkrat vrnil nazaj v Slovenijo. In to je zelo dobra naložba, če bomo v Sloveniji znali narediti take pogoje, da bo business climate, gospodarska klima, tudi sodstvo, da bo vse tako delali, da bojo te ljudje se z veseljem vrnili nazaj. Ker sem jaz študiral na Harvardu pa MIT, sem vprašal kolega kam iz Švice, iz Avstrije, Nemčije, kam bojo v Ameriki ostali, ker recimo prišli iz Mehika pa z Bangladeša hoče Ameriko ostati, ampak tistih z razvitih evropskih držav so rekli vsi, jaz sem 5 do 7 ponudb v Švici, v Ženevi, v Münchnu in tako naprej, ker se pa jaz hotel nazaj privijati, pa ni nobene ponudbe, so rekli, marksizma ne poznam. Še to bi rad povedal, da na Harvardu je ena knjiga, ki se imenuje The Best and the Brightest, ki so naredili zdel 10 generacij harvardskih študentov in pa ugotovili, kaj se je zgodilo z njimi čez življenje, kako so uspeli, in v bistvu so vsi uspeli, ker tam. In so rekli, da tisti, ki grejo v tujino študirati, se ponovadi the best and the brightest, so tisti, ki ima največ poguma, energije, motivacije in tako naprej. Ampak zakaj so lahko tako uspešno knjigo napisali? Ker tam, ko še študiraš, imajo placement office na Harvardu in na MIT-ju. In tam imajo kvalificirane inženirje, ekonomiste, profesorje, ki ti najdejo službo, ker nočejo, da bo nekdo diplomiral na Harvard pa brez službe ostal. Tukaj imamo pa nekatere fakultete, FDV pa še nekatere druge, kjer na 500 tisoč študentov
doštudira, dobi diplome, pa brez službe sta. Pa sem temelj z njej za njih, da bi mu služba zrezala. Zato imamo mi na tej konferenci eno okroglo mizo, ki bo govorila o tistih, ki so se vrnili v Slovenijo. In kako se imajo, kakšne so dobre izkušnje in kakšne so slabe. Jaz enega od teh poznam, čeprav kljub temu, da delam v enem manjšem kraju Slovenije, sicer vrhunskem laboratoriju, kamor je vložila tudi Evropska unija pa Japonska, drug teden ne moram stavljati na kosil, ker grem na Oxford, naslednji teden grem pa na Kitajsko. To se pravi, ima tazga menedžerja, ki ve, kaj je vrhunski znanstvenik, drugače mu bo nazaj na Oxford prišel. No, in on nam bo povedal tudi, in njegovi kolegi, ki so se vrnili, ker vsi pa nimajo mogoče tako dobrih izkušenj, kako to deluje. Potem imamo še eno okroglo mizo o tistih, ki hočejo študirati ven. Namreč to, da sem šel jaz na Harvard študirati, sem mu izbiral Fulbrightovo štipendije, da napišem 3 univerze, pa sem napisal Harvard, MIT pa Berkeley. Ampak jaz sem šel pol Hejmo, ki je že diplomiral na Harvardu. In magisterij naredil, pa je rekel, veš kaj, če boš ti kaj v Ameriki hodil, pa če šuke, pa potrkal na vrata, pa šel na intervju z enim profesorjem, imaš veliko večjo šanso, ko videl, kako izgledaš, da si motiviran, da boš not, pa še mi dal na svete, kje se štipendije dobi, pa tako naprej. Tako da ta okrogla miza vam bo pa povedala, na koga se obrniti, da boste v zuniji lažji, pa boljše študirali, in tudi imamo take ljudi v zuniji vrhunske znanstvenike, ki to ne Mavretičke mogo, Slovencem zaristu štipendije. Pa ne sam Tone, je tudi Igor Gregorič na Houstonu, je direktor srčne kirurgije. On je pa direktor ogromne štipendije in vsako leto gre več 10 študentov medicine, ki je na 3-mesečno pa 6-mesečno prakso in še to zrihtu, da je to zastonj. Potem imamo pa še eno okroglo mizo, kjer smo pa povabili vrhunska podjetja, kot so Mikcelje, Kozila, Špica, Skaza. Jaz sem danes slišal na intervju te gospe Skaze, ki ima izredno uspešno podjetje, svetovna marka. Prav, jaz ne vem, kdo študira v zuniji tako. Veste, da je čez 1000 slovenskih študentov na leto študira v Evropi, po Ameriki, v lanskih je bila številka 1800. Študenti pa ne vejo, kje so službe. In smo pripravili teh 5 vrhunskih podjetij, povedali, kakšne kadre rabijo in da se pol med kosiloma pa med pauzami med sabo povežete, da naredimo ta placement office, recruitment, kako dobiti čim več Slovencev, uspešnih Slovencev nazaj, ampak da bodo imeli tudi uspešne službe, pa možnost, da jih bodo hitro nagradili, pa da bodo napredovali. Ob zaključku se želim zahvaliti predsedniku Republike Slovenije Borutu Pahorju za častno pokroviteljstvo te konference in direktorju inštituta Jozef Štefan, dr. Jadranu Lenarčiču za gostoljubje. Namreč on mi je dal dvorano in še marsikaj, da se boste bolj počutili. Poleg tega se želim zahvaliti članom organizacijskega odbora, ki so s svojimi nasveti in dragocenim prostovoljnim časom oblikovali program te konference. Hkrati pa se rad zahvalil vsem uglednim predavateljem, ki so podarili svoj čas, izkušnje in talente za uspeh srečanja. Namreč v zuniji, če greš na eno konferenco Svetovne banke, dobiš za referat $5000, pa business class ticket, pa v Hiltonu 5 zvezdic, 3 dni ali pa 4 dni sobe, mi pa denarja nimamo, ker smo civilna družba. Tako da se vam zahvaljujem, če sem prijete predavati zastoj. Zahvala gre tudi vsem, ki so svojo finančno in logistično pomočjo pripomogli k uresničitvi te konference. To so Inštitut Jozef Štefan, Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu, Riko DD, Krka DD, Novo mesto in Alma Mater Evropeja, Evropski center Maribor. Posebna zahvala za odlično organizacijo in požrtvovalno delo pa pripada strokovnim sodelavcem naše upravne pisarne, generalni sekretarki Sonja Augustin Čampa, Zdenki Volarič, Franci Peltrino in Luki Klopčič. Jaz vam želim uspešno in produktivno delo in tistim, ki ste prišli iz tujine, pa
prijetno bivanje v Sloveniji. Hvala lepa. Prizadevanja Svetovnega slovenskega kongresa pri povezovanju Slovencev na znanstvenem in raziskovalnem področju že leta spremlja in pozdravlja tudi Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Njen predsednik dr. Tadej Bajd je bil z nami na sprejemu in bo kasneje tudi na popoldanskem programu. Za ta čas se je pa opravičil zaradi službenih obveznosti. Prav tako bi rada opravičila doktorico Majo Makovec Brenčič, ministrico za izobraževanje, znanost in šport, ki se je mogla nujno udeležiti seje v Državnem zboru. Projekte Svetovnega slovenskega kongresa pa podpira tudi Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. V imenu ministra Gorazda Žmavca bo sedaj spregovorila sekretarka v njegovem kabinetu, gospa Nadja Skale. Minister se je pred nekaj urami vrnil iz Avstralije. Tam je bil na uradnem obisku pri slovenskih skupnosti v Avstraliji in med drugim so tam odprli tudi formalno na novo ustanovljeni slovensko-avstralski akademski klub na univerzi RMIT v Melbourneu. Tako da upam, da boste tudi z njimi v prihodnosti sodelovali, čisto nov akademski klub. Sem pa, poleg tega, da sem predstavnica Urada Slovencev Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, zelo vesela, da sem tukaj tudi osebno kot Nadja Skale, ker sem tudi sama študirala v tujini. Dodiplomski in podiplomski študij sem opravljala v tujini in zato spadam med neke povratnike oziroma verjetno delno pobegle možgane. In čeprav sem doživela vse lepo, ves blišč in vse super, kar ponuja tujina, bila sem v Angliji, v središču Tokija sem živela, delala in študirala, sem se z velikim veseljem vrnila nazaj v Slovenijo. In zato bi rada spregovorila nekaj o tem, kaj sploh pomeni, ko mladi pravimo, da Slovenija nudi ali ne nudi priložnosti. Jaz sama mislim, da mladi študenti in raziskovalci, mladi slovenski raziskovalci in študenti po svetu velikokrat želijo in iščejo priložnosti v Sloveniji, ampak priložnosti absolutno niso samo finančne. Ko govorimo o priložnosti, ne govorimo samo o plačah. Jaz mislim, da je tukaj pomembno poudariti to, da je priložnost, tako kot so že spregovorili pred mano, v tem, da ti neko podjetje nudi veliko povezav, veliko odprtosti, fleksibilnosti na delovnem mestu, veliko mreženja in jaz mislim, da je ta dogodek, kot je današnji, en zelo ključen pri tem, da se ustvarijo takšni pogoji, da se bojo mladi hoteli vračati. Zdaj bi pa prebrala še ta kratek nagovor ministra. Izjemno me veseli, da se je letos že drugič konferenca namenjena mladim raziskovalcem in študentom iz sveta in Slovenije. Prav ta tematika je izjemnega pomena in je ena od prioritet našega urada, saj se zavedamo, da je investiranje v mlade investiranje v prihodnost. Včasih smo na izseljevanje mladih gledali kot na neuspeh države, neuspeh obdržati najboljše kadre v domovini. Danes vsekakor ni tako, saj izseljevanje ni več niti stalen, niti enosmeren proces. Vse večja mobilnost mladih skupaj z modernimi komunikacijskimi tehnologijami pomeni, da je kroženje znanja lahko izjemna pozitivna razvojna sila, ki jo moramo kot takšno uporabiti, jo spodbujati in ceniti. Tako imenovano kroženje možganov je prav zato ena od glavnih strateških usmeritev urada in trudimo se čim bolje opravljati svojo pomembno povezovalno vlogo. Končen cilj pa ne sme biti samo povezovanje mladih raziskovalcev med seboj ter z domovino, temveč vključevanje vseh pomembnih akterjev, s katerimi skupaj lahko ustvarimo pogoje za to, da bodo uspešni mladi raziskovalci iz tujine del rešitve in ne problema. Dogodki, kot je današnji, so več kot odlični, so nujno potrebni za udejanjanje strategij in za konkretno spoprijemanje z izzivi kroženja možganov. Z letošnjim letom se urad še bolj aktivno posveča sodelovanju z mladimi Slovenci in Slovenkami doma in po svetu. Podpiramo Društvo v tujini izobraženih Slovencev, Društvo Vtis. Z ustanovitvijo novega spletnega portala želimo spodbuditi mreženje mladih z gospodarstvom, znanostjo, javnim in zasebnim sektorjem. Konec leta organiziramo okroglo mizo ter konferenco na temo kroženja možganov, imenovali pa smo tudi koordinatorko za področje mladih. Naša želja je povezati Slovence po svetu ne le s pomočjo skupnega jezika in kulture, temveč tudi z znanstvenim sodelovanjem in premikanjem proti skupnim ciljem kulturno-družbenega razvoja. Zahvala čestitke Svetovnemu slovenskemu kongresu za organiziranje tako pomembnih srečanj ter hvala vsem slovenskim študentom in raziskovalcem, ki ste prišli iz tujine, saj s sodelovanjem izkazujete spoštovanje ne le do domovine, ampak tudi dokazujete, da smo skupaj na pravi poti. Najlepša hvala.
Med nami se danes nahaja tudi častni konzul v Kaliforniji in predsednik Ameriško-slovenske izobraževalne fundacije, gospod Thomas Brandy, ki ga lepo povabim, da nam nameni nekaj besed. Mr. Thomas Brandy, you are invited to address the audience. Well, you may, Tom Brandy, Sim is San Francisco, and that's the end of my Slovenian remarks. I'm a lawyer, a trial lawyer. I'm a professor at the University of San Francisco School of Law. It's my honor to be the honorary counsel and also to be the president of the ASCF. As honorary counsel in San Francisco, we promote Slovenia, we promote the cultural activities. Slovenian business seeks to come to California. Maybe it's the Slovenian version of the next Apple or Google or Facebook. And there's a tremendous number of Slovenians that are working in those companies. And we assist them in any way we can. The other thing that we do a lot of is when Slovenians come to California, they go to the national parks, they go to Disneyland, they come to San Francisco, and they go to Las Vegas. And in Las Vegas, for some reason, they lose their passports. And they lose their passports never in a casino, never in a bar, only in the back of a taxi cab. And so we go through this process of helping them get their passports back. So be very careful with your passport if you go to Las Vegas. Apparently, everywhere else it's fine. The conference today and this morning I heard remarks about brain drain, and I was thinking, anyone here ever used an HP calculator in the 1970s? If you did, Dr. Francis Rodet was here. It was the moving force in the invention of that. Anyone ever use, yes. Anyone ever use an HP laptop? Dr. Francis Rodet and Dr. Zvonko Vazarin are the moving forces by that. Today, I wouldn't have gotten here today if it wasn't for GPS. Co-inventor of GPS, Dr. Zvonko Vazarin. So I was told, and it's as far as I can tell by my scientific research, if you look at every great idea, at the bottom you find a Slovenian. So what we are doing with ASCF is last year we brought 3 students, this year we're bringing 4 from Slovenia. One is going to be the University of California, San Francisco. He's going to live part-time in our house in San Francisco. 2 are going to go to University of California at Berkeley. 1 is going to go to Dr. Yuri Leskovic's lab at Stanford. And they will get, depending on their opportunity, 8, 10, 12 weeks to work, to gather knowledge, to gain knowledge, and come back to Slovenia to hopefully use that knowledge to enhance their quality of their life and what they're doing in their research. One of the students from last year, Marinka, who was at Stanford, got a 2-year fellowship starting at Stanford this year. So she used that program as a stepping stone to get the fellowship. The other side of what we're going to be doing is we want to have American students coming here to work in research labs, to work in businesses, to understand what it is that helps and enhance the culture, because we believe when you break down barriers and when you increase knowledge, and that the acquisition of knowledge really gives everyone power. And if you think of what the internet has done to break down barriers and make the world small, well, we hope to do that the same way. And so that if there's any students here that would wish to come to California and pursue an opportunity, you should go to the website for ASCF and apply. And if there's anyone here in business or in education who would like to have an American student to come to show them, some of the American students are, like myself, my mother's family is from Slovenia. I'm staying with my cousins in Novo Mesto as we speak. And to come back and get a greater understanding of their cultural heritage and, more importantly, their roots, a greater understanding of themselves, then we would welcome that as well. So thank you for the opportunity to speak. I wish you a terrific conference and